glede na to, da bo Slovenija tudi predsedovala na Evropski skupnosti, menim, da je to skrajno neodgovorno in katastrofalno, ker seveda mi od naših zahtev ne nameravamo in ne bomo odstopili, kar pomeni, da se bomo srečevali, če bo šlo tako naprej, če župan ne bo uvidel, da se poslužuje, bom rekel, nedopustnih načinov, da lahko pride seveda do ene situacije, ki jaz mislim, da jo od nas nihče ne želi, vendar pa kaj nam pa drugega preostane še. In jaz upam samo, da bo tukaj zmagal razum in da smo, bom rekel, da si zaslužimo prebivalci Ljubljane boljše obravnavanje iz strani politike. Kot sem že večkrat omenil, izrazito moti ta ceneni politični marketing, kjer se skuša na naš račun točke dobivati in se ustvarjajo lažne slike in lažne primerjave. In lažne zapore. In ravno včeraj sem imel en privaten sestanek z enim visokim uslužbencem Evropske skupnosti in to, po mojem mnenju, ni v redu, ni pametno, tako naprej peljati zadeve. In jaz upam, da ga bo nekdo ustavil, če ne bo sam uvidel, da moramo ene vrste en konstruktiven dialog vzpostaviti. Ker ne more biti tako, da, ne vem, da se tukaj po eni strani, ne vem, kazenski zakonik načenja, naprimer člen 313, samovoljnost, zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic po 261. členu, zloraba položaja ali pravic po 244. členu kazenskega zakonika, poškodovanje tujih pravic po 229. členu kazenskega zakonika. Se država tudi poskrbi, recimo, če kdo hoče banko oropati, ne pa kople lukno, da ga prej zaostal prednje lukna skopljena, prednje lukna skopana. In jaz mislim, da bi morali se o tem veliko več poročati in apelirati tudi na modrost in to norost zaustaviti. Mi gremo spet ponovno v ponedeljek na cesto. Kaj smo doživljali, jaz niti na prvi tiskovki niti nisem omenjal tega, kaj smo doživljali, naprimer, da so nam tiste boge vabila mala 7-krat potrgali dol, da so 8 le obstala. In če bi nas bilo tako malo, saj to ni pomembno v demokraciji, pomembno je, kdo ima prav, lahko je samo eden, se pravičujem, še nekaj, Tukaj je popolna odsotnost kvalitetnih predlogov, dolgoročnih, naprimer, da bi se Slovenija majčkeno bolj ekološko zavedena država pokazala, naprimer, prevoz občanov, naprimer, ali z avtobusi brez emisij, majhnimi, fleksibilne. Torej, tu ni nobene fantazije, tu je sama sila in nekvalitetne rešitve v teh zadevah.